Najprej vas vse lepo pozdravil, se zahvalil organizatorju za povabilo in pa lahko takoj povem, da ni edina diagnoza pri nas reševanje, da se strelja, ne, kot je prej pokazal. Delamo tudi kakšne druge stvari včasih. Tako delimo, na splošno imamo opravka z širokim spektrom živalskih vrst, ne, ki jih nekako delimo na družne živali, ekonomske živali pa prosto živeče živali. Nekje. In potem, seveda, naša prva stvar je zdrave živali, skrb za zdrave živali, se pravi, tukaj gremo predvsem za dobrobit živali, za njihovo dobrobit, seveda tudi gospodarska škoda pri ekonomskih živalih in tu se tudi srečujemo s tistem, kaj se splača, kaj se ne splača pri zdravljenju. In pa druga stvar je prenos infekcij na ljudi, sprav zoonoze. Tako z direktnim kontaktom, ki je lahko zelo neprijeten v primeru stekline recimo, ali pa posredno preko hrane, predvsem živalskega izvora. Tako v sodobnem svetu seveda je ta globalizacija, zelo moderno se ve, imamo enoten trg, ljudje potujejo, proizvodi potujejo, tudi živali potujejo, izdelki. In če upoštevamo tukaj še dejstvo, da nekje je konzumacija mesa v razvitem svetu nekje stagnira, na precej visokem nivoju seveda, pa se v deželah v razvoju, teh zelo hitro razvijajočih se, kot je Brazilija, Rusija, Indija, Kitajska, Južna Afrika, se povečuje konzumacija mesa in se tudi predvideva nadaljnje povečevanje konzumacije mesa. Kar seveda pripelje do tega, da se koncentrira tudi proizvodnja mesa in ogromne proizvode in vse to seveda vpliva na zdravstveno varstvo, na epidemiologijo. Če temu dodamo še klimatske spremembe, da smo danes ogroženi z takimi eksotičnimi bolezmi, ko sem bil študent, smo slišali zadnje, zdaj smo slišali, pa smo rekli, aha, to je pa tam v Afriki, danes so pa pri nas, a ne. Po drugi strani se stalno povečuje število hišnih ljubljenčkov, to se pravi tudi v Sloveniji, vsako leto jih je več in seveda potem je vakcinacija ena izmed zadnjih rešitev, ki nam ostane, če hočemo imeti dobro varstvo. No, kar se tiče vakcin, ste že ogromno slišali, zato tukaj ne bi več kaj posebej se ustavljal. Edino, kar vas hočem upozoriti tukaj je, da pač ne moramo imeti vsega. Ali je dobro za nekaj, ima slabosti drugje, je dobro drugje, ima slabosti tu. In se treba pri posamezni bolezni potem odločiti, kaj hočemo in kaj bomo izbrali. No, če se grem na cepiva za družne živali, to so seveda naši hišni ljubljenčki in pa naprimer konji. Imamo tukaj, skrbimo predvsem za dobrobit, pa preprečevanje zoonoz. Tukaj imamo Svetovno organizacijo veterinarjev malih živali. Ta daje neka priporočila, kaj se cepi, kdaj se cepi in kako. Medtem ko za konje tega ni, generalno so pa neke športne organizacije, ki prirejajo športne prireditve konj, ki imajo svoja pravila. Če hočeš imeti konja tam, boš pač mogel imeti skozi določena cepljenja. Tako, naslednja stvar je cepljenje mladičev. To danes smo sicer imeli pri otrocih iz drugega vidika. Mi imamo tukaj težavo, ker mati daje zaščito v mladosti in takrat mi ne smemo cepiti, ker če takrat cepimo, je kontraproduktivno cepljenje. Želimo pa cepiti čim prej, ker določene bolezni nastopajo, predvsem ogrožajo mladiče. Tako da tukaj je vedno en tak kompromis in upamo, da pač v tistem vmesnem obdobju ne bomo dobili bolezni. Cepi se predvsem pse naše pasje kuge, pasjem adenovirusu, pasjem parvovirusu, potem priporočilu. Tukaj bi opozoril, da ne cepimo živali po nepotrebnem, kar pomeni, če žival že ima zaščito, da je bila že dovolj cepljena, se raj preveri stopnjo zaščite laboratorijsko. Še posebej z vidika laboratorija, ki izvaja preverjanje, pa tudi vam zaračuna, je to dosti dobro. Boljše je pa kot to, kot pa še enkrat cepiti, če ni potrebe, pa seveda steklina. Tu priporočila Svetovne organizacije veterinarske, tukaj pač pri nas je steklina še vedno obvezna, čeprav zdaj ni vsako leto, kot je bilo včasih cepljenje, ampak je po navodilih proizvajalca. To je po eno leto, potem pa načeloma po 3 letih. Če sam na hitro povem, ne bom se ustavljal pri vseh vakcinah, ker to bi potem pomenilo, da bi bilo predolgo tukaj, nekaj do večera. Samo te najhujše bolezni, če pogledate na splošno, pomeni, vse splošno so prisotne, vse 3 in pri vseh 3 je indirekten prenos, kar pomeni ogromna možnost okužbe. Zato je treba tudi obvezno cepiti, da se ta okužba ne prenaša. In zato imamo tudi eno tako fino kombinirano vakcino, ki je tudi izredno varna. No, druga taka stvar je herpes virus, ki se pojavlja pri psih, je tudi zelo nadležna bolezen in pa okužena žival je doživljenjski nosilec virusa.
kot je ta stvar, pač herpes je zavedno, ne. Ko ga enkrat imaš, ga imaš do smrti, ni druge. Tako. Potem po drugi strani imamo pa lahko pri psih tudi piodermije, recimo, ki se ne dajo zdraviti ali pa se stalno ponavljajo. V takih primerih pa lahko mi sami izdelamo vakcino. Na dosti enostaven način, v bistvu izvedemo čisto kulturo, samo bakterijo potem obdelamo, inaktiviramo in potem se to aplicira v ampulah večkrat zaporedoma. In tukaj je primer enega psa, zdravljenega pri nas, pri veterinarju, pred vakcinacijo in po vakcinaciji. No in po drugi strani imamo še en tak primer avtovakcine, kot se temu reče, malo drugače, tu pa papillomavirus pri psih. Tu pa dejansko samo odstranimo bradavico, del bradavice, jo razrežemo, homogeniziramo in filtriramo supernatant. In brez inaktivacije, se pravi, živ virus potem apliciramo v mišico. Seveda, ker tukaj pa šlo so temu, da je virus drugače v germinativnem sloju kože in ga okužena žival zaradi bariere nima protiteles proti njemu. Ko pa mi virus apliciramo v mišico, tvori protitelesa in bradavica v bistvu se eliminira, izgine. No, naslednja taka bolezen je steklina. So vsi zdajno slišali verjetno. To je neozdravljiva bolezen, čeprav en primer do zdaj v svetu je bil, da je človek zbolel pa je preživel, ampak to je samo eden, drugače pa neozdravljivo. Ne. In pa bi verjel, da bi bilo bistveno manj psov in mačk v razvitem svetu naših ljubljenčkov, če ne bi imeli učinkovitega cepljenja proti steklini, ker si jih ne bi enostavno mogli privoščiti. To samo za te stekline v Sloveniji je taka, bi rekel, ena največjih zgodb po uspehu, kaj lahko pripomore vakcinacija. In recimo še leta 1995 je bilo čez 1000 pregledanih lisic pozitivnih. In potem leta 2014, v letu 13 in 14, samo še ena pozitivna. In to zadnji primer je bil v cirkularnah januarja 2013. Od takrat naprej v Sloveniji stekline ni več. In pa seveda to ni prišlo samo od sebe, ne, da bi rekel karkoli, ampak si začeli sistematsko, leta 1995 sistematsko zatirane stekline. Imeli smo vabe, izdelali so se vabe, kupile noter z cepivom, ki so se z letali odmetavale in potem lisice so prišle do nje in je zmanjkalo stekline. Tukaj vidite še en tak izbruh ponovne stekline. To pa zato, ker lisice ne vejo točno, kje je meja, pa so prihajale z Hrvaške v Slovenijo. Ne. In tam potem to je ta zadnji, po letu 10, ko so začeli pa še Hrvati cepiti, pa pač tega ni bilo več problema. In zdaj nimamo. Seveda pa pri samem tem programu vakcinacije se dodajali tem vabam tudi biomarker, tetraciklin, in potem smo lahko ugotavljali prisotnost tetraciklina pri poginulih lisicah. In nekje se ugotovili, in tako smo lahko ugotovili stik lisic dejansko s cepivom. Ker vabe mečeš v gozd in ne veš, ali to lisice jejo ali ne, koliko dejansko je cepljenih, koliko ni. Na ta način se je pa lahko ugotovilo in smo ugotovili zelo visok procent precepljenosti. Isto seveda smo lahko ugotavljali tudi protitelesa v izločkih teh poginulih živali. In priporočilo je na splošno velja, da čez 70% prevalenca pomeni zaščito. Ne. To se pa nas tudi zgodilo. No, če pogledamo z lanskega leta zadnje podatke, praktično je bilo čez 90% odraslih lisic ima biomarker, se pravi, so bile v stiku z vabo. Tako da so lisice pri nas zdrave. Je pa dejstvo, da sama ta zadeva včasih tudi ne reši vseh problemov. Pri Nemčiji so ugotovili, da potem po uspešnem zatrtju stekline se je povečalo število lisic, ker nimajo naravnih sovražnikov, povečalo se je število echinokokusa multilocularisa in več ljudi je umrlo zaradi okužbe s echinokokom, kot pa pred steklino. Ne. Tako da stvari so pač variabilne. No, pri samih mačkah imamo tudi priporočila te svetovne organizacije. Tu so predvsem parvokalici, herpes virusi, ki se more cepiti, če hočemo, da ima mačka več možnosti, da preživi prvo leto življenja. Steklina, glede na epizotologijo, isto da koza. No, tu bi še omenil, da je bilo od leta 2008 do 2013 javljenih vseh teh, se pravi, vsi psi so cepljeni praktično, skoraj vsi, in veliko mačk. In kljub temu je bilo samo 7 neželenih učinkov javljenih pri psih in 1 pri mački. Na ogromno cepljenj zelo malo reakcij. Seveda pa tukaj, če se je pes slabo počutil,
lastnik ga ni pripeljal v ordinacijo. To so bili vsi malo bolj resni primeri. No, pri konjih ni nekih priporočil, kot smo že prej pomenili, se pa seveda glede na epizodološko situacijo lahko cepi proti steklini, proti mrzlici zahodnega Nila, to je seveda posledica klimatskih sprememb, da zdaj imamo te vektorje, ki prinašajo bolezen in Sloveniji. Na tetanus so konji zelo občutljivi, zato je priporočilo cepljenje proti tetanusu in pa seveda antraks, tam, kjer so območja antraksa. In pa seveda so priporočila še druga cepljenja. Isto je tudi s papiloma virus, ki sem ga že prej pokazal pri psih, isto lahko delamo tudi pri konjih. In je isto učinkovito. No, če gremo na drugo skupino živali, to so pa zdaj ekonomske živali, tu je pa problem malo bolj kompleksen. Poleg dobrobiti pa skrbi za zoonozo, moramo tudi skrbeti za cenovno vzdržno pridelavo hrane. In pa seveda tudi za zadnji čas zelo popularno manjšo rabo antibiotikov. Včasih bilo pa fajn, če je bilo popularno, pa še ni bilo. Tega se danes zavedamo, da je problem, ki narašča. No, težavo imamo tukaj predvsem zaradi tega, ker mi hočemo imeti potrošniki zelo poceni hrano. Če želimo imeti poceni hrano, moramo gojiti veliko živali na majhnem prostoru. In če se goji veliko živali na majhnem prostoru, je možnost okužb, infekcij, izbuhov bolezni veliko večja, kot bi bila drugače. Če bi recimo 20% živali manj goji na takem področju. In potem seveda glede na epizodologijo, učinkovitost cepiv proti boleznim in pa ceno cepljenja, se rejci oziroma veterinarji pač odločajo za cepljenje ali ne. Tu seveda lahko precej vplivamo tudi mi, s tem, da se vse več govori o rezistenci na antibiotike in da se spodbuja rejce, oziroma veterinarje, ki skrbijo za to, da se cepi raje kot zdravi. To je predvsem, kasneje pokazal še stvari. In pa seveda tudi dobrobit živali, ker treba se zavedati, če ne cepimo proti nekem virusu, pa pride v hlev, bo je treba vse živali eliminirati. To pa lahko pomeni več 10 000 poginov zakolov, kar pa seveda ni sprejemljivo iz stališča pač ekonomije. No, tukaj je našteto so samo vse bolezni, kar se vse lahko cepi perutnina. Za ogromno teh bolezni se dejansko te temno močnejše označene se dejansko cepi, ampak tukaj ne bom se ustavljal pri detaljih, ker je bila prehuda. Bomo samo povedal par stvari, kaj vpliva na cepljenje. Samo cepiva, kakšen je patotip, imunotip, serotip, izbira cepiva, aplikacija cepiva, to kokošim seveda ni tako enostavno, lahko damo parenteralno, lahko se raztapi, lahko se šprica daje v vodo, pač več načinov aplikacije je. Potem treba je vedeti, kakšna je sama jata perutnine, a ima maternalno imunost, še posebej zato, ker se zelo ogromno cepi enodnevnih piščancov, kjer je to posebej zelo lahko problem, imunosupresija, same genetske predispozicije živali in pa seveda objeto okolje. Zdaj ne vem, kako vi razumete ta izraz počitek hleva. To je malo se čudno sliši, ampak dejstvo je, da ko so te masovne proizvodne, ko se živali oddajo v klavnico, je dobro, da hlev nekaj časa ne bi bil naseljen. Ne samo tisti dan, dva, ko se razkuži pa vse skupaj, ampak da bi bil ta čas malo daljši. Seveda pa daljši čas pomeni obdobje brez zaslužka za kmeta. In to je pač težava. No, če tukaj gledamo samo rokovanje s cepivom, posebno pomembno je pri Marekovi bolezni, kjer je pač cepivo občutljivo. Raztapljenje, seveda tukaj treba paziti, da vsebujejo klora, drugi kemični substanci, temperatura vode je pomembna, način aplikacije, razprševanje je zelo v redu, zadeva lahko, ampak vsako tako množično dajanje cepiv tudi v vodo ni enakomerno za vse živali, tako da pač je treba to vzeti v zakup. No, tu je ena slika, kako so načini aplikacije. Ko sem jaz še kot 16 let delal v srednji šoli, imel obvezno prakso v valilnici, sem pač mogel tudi cepati ene stare piščance, potovare, ko so rekli 100 piščancov v 6 minutah. To je bilo meni grozno in potem sem prebral, da cepivo piše pod kožo, samo pod kožo. Ja, sem rekel, no, jaz sem bil vesel, če sem mnogo zadev, da sem jih 100 v 6 minutah pocepil. To je bila brzina. Ne bomo učinkovitosti, takrat se ni preverjal. Kako je bilo. No, druga taka stvar je salmoneloza. Tu seveda z cepljenjem ne bomo rešili bolezni, niti ne reducirali karkoli. Je pa znano, da cepljene jate vsebujejo 4-krat manj, v bistvu več kot 3-krat manj pozitivnih živali, kot pa necepljene jate. In to je z vidika zaščite ljudi vsekakor dosti v redu. In pa druga stvar, kokcidiostatiki, skoraj vse
Praktično zaradi teh števila živali v reji morajo praktično vse reje dobiti zaščito proti kokcidiozi. To pa lahko dobijo s kokcidiostatiki, ki se seveda vsi izločajo z iztrebki ali z cepljenjem. In v tem primeru, če cepimo, ščitimo okolje, ker to so ogromne količine antibiotikov, ki gredo v okolje v nasprotnem primeru. Čeprav mogoče cena je dosti primerljiva enega in drugega. No, če se gremo na prašiče, tukaj je spet podobno, dobrobit, zoonoze, cenovno vzdržna hrana, karkoli tu bi samo rekel, da zoonoze niso kakšen grozen problem, kar se tiče prašičev. Razen mogoče famozna svinjska gripa, ampak to ni bila problem prašičev v bistvu. To je bilo naprej. Tu ena izmed bolj pomembnih teh ekonomskih bolezni pri prašičih je prašičev reprodukcijski in respiratorni sindrom, to je PRRS. Ta bolezen se je izredno kontagiozna, spravi naslov kontakt seme, se pravi grozno. In tu imamo pa hude težave pri vakcinaciji. Vakcinacija se vsekakor uporablja, ampak virus ima številne podtipe, vakcine so vedno samo za en podtip, žive vakcine so boljše, precej boljše kot mrtve vakcine, čeprav ostajajo boje, samo živih se ne sme uporabljati pri brejih svinjah, pa ne pri merjascih, imamo tudi omejitve. Tako da z registriranim vakcinam, trenutno registriranim vakcinam je eradikacija bolezni nemogoča, ni učinkovito. Poleg tega se nam, ko mi vakciniramo, lahko zgodi, da nam v reji kroži vakcinalni tip virusa in pa še drug tip virusa, s katerim so okuženi. Imamo kar dva tipa noter. Je pa dejstvo, da kljub temu, da vakcinalni, če ni isti podtip, vakcinalni tip ne ščiti živali pred okužbo, pa so vseeno klinični znaki bistveno manjši in milejši. Se pravi, za samega rejca, za rejo je to boljše. No, seveda imamo še cel kup drugih bakterijskih, mogoče tukaj posebno omenjeno aktinobacillarna pneumonija, ki je najpomembnejša, in še cel kup drugih bolezni, pri katerih se lahko cepi pri prašičih. No, in če gremo pa na goveda, tu imamo seveda najprej cepljene BVD, bovina virusna diareja, IBR, IPV, bovina rhinotrahitis, pa vulvovaginitis. Tu dejansko bi radi eradicirali bolezni. Gremo v cepljenje, certifikacije rej, karkoli, ogromno se je vložili denarja, samo če ni država za to, pa če niso rejci za to, je praktično rejo nemogoče doseči eradikacijo. Ker stalno dobivaš lahko nove okužene živali, karkoli, in je problem. Isto je bovini respiratorni kompleks, to so pač več virusov pa bakterij, ki ga povzročajo, se lahko cepi proti več tem zadevam. Hkrati isto pod infekcijskim driskam. V zadnjem času so učinkovite vakcine tudi za mastitis. To je povsem ekonomska zadeva in mogoče zaenkrat se še ne uporablja pri nas, ampak mogoče se bodoče bo. In pa antraks. Antraks, ste slišali, verjetno vsi poznate bolezen, primer. Tu se cepi v distriktih, kar pomeni, ko enkrat žival pogine, na področje, kjer so bile poginjene živali, kjer je bil izbruh antraksa, se potem še 50 let cepi živali. Zakaj 50 let? To je bilo zdaj eno vprašanje, ker da hoče nekdo, zdaj ne točno ne kdo, izvedeti, odkot je teh 50 let prišlo. Na podlagi česa so se odločili naši strokovnjaki 50 let nazaj, da je 50 let potrebno cepiti. Zdaj, ko to pa bo misija nemogoče skoraj. Seveda to je en kompromis med teoretičnim in pa praktično možnostjo okužbe. Ker ve se, da antraks lahko preživi v zemlji tudi do 100 let. Včasih je veljalo 30, zdaj je šlo 100, ampak se pa v 50 let je treba cepiti. No in nazadnje, ko smo imeli tak primer antraksa pri govedu, je bila pa huda težava v tem, da se nismo mogli odločiti, kaj narediti z ostalimi živali v reji. Za antraks se uporablja živa vakcina, kar pomeni, da ne sme se zdraviti in vakcinati obenem. In potem se veterinarji niso mogli odločiti, eni bi radi zdravili, pa vakcinirali enkrat kasneje, eni so bili, pa večina ne se bilo zato, da se takoj vakcinira. In pač se riskira tisto, da je še kakšna okužena. Ker dejansko pri tem antraksu je tako, da se okuži žival ne ena od druge, ampak z krmo, za hrano. In smo računali, da tisti, ki so se okužili, so se že okužili, najboljše čim prej vakcinirati, da bo zaščita. Je pa res, da so včasih dosti težke dileme. No in pa tale diapozitiv sem pa kompletno prekopiral 2 dni nazaj iz RTV SLO, ki je bila ta novica objavljena, sem videl prej, da bomo zdaj cepili proti bolezni modrikastega jezika. Spet ena bolezen, ki smo jo mi kot študent, ki sem jo kot študent popolnoma prešprical, ker to se je dogajalo samo v Afriki, ne pa pri nas, ne. Danes je pa tudi pri nas in dejansko bo treba vakcinirati govedo in drobnico, se pravi ovce, koze.
In vse to dvakrat letno, 3 leta zapored. To bo čez 1100 cepljenj, kar pomeni, da bo to nekje, ne vem, ne govorijo o številkah, ve se pa, da bo tam okoli 4-5 milijonov se gotovo to koštalo cepljenje. In to strošek naj bi bil bistveno manjši od škode, čeprav jaz osebno nisem povsem prepričan zaradi tega, ker dejansko problem je v tem, kje bo denar vzel. Mi imamo en žakelj, kar pomeni, da cepi se bo to, ne bo se gledali drugih stvari. In tu pa lahko težava kasneje nastane. Je pa res, da se bolezen prenaša z vektorji in vse ostali ukrepi so bistveno zahtevnejši, če sploh učinkoviti. No in potem spet ta papilomavirus, ki sem ga že dvakrat pokazal in tukaj isto lahko naredimo autovakcino, ki je zelo učinkovita. No, potem so še ene bolj zapletene bolezni, recimo paratuberkuloza. Tu se živali okužijo v prvem mesecu življenja, zbolijo pa starejše živali potem pri 2 letih, največkrat 1 leto po prvi brejasti, pri drugi brejasti, kakorkoli že. In živali so izredno lepe, krasno, ne opazi se nič, da je kaj narobe z njimi, zbolijo najboljše živali običajno v reji in ko enkrat se začne ta tekoča driska, potem v nekaj tednih pride do tega, shujša in pogine. In če je taka žival v taki reji, kot je bil tu, ta primer dostikrat v prostih rejah, ko lahko se dejansko pride fecas tudi v korita z vodo in imamo praktično bolezen v celi reji. Skoraj ni živali, ki ne bi bila okužena. In potem smo mi seveda se odločili, imeli smo 2 reje, ki smo imeli 200 oziroma 300 živali, krav, plus staleta, plus vse ostalo. Za slovenske razmere zelo velike reje, ker tu ne moramo nič narediti. Poskusimo cepiti. Obstaja cepivo, videli smo, Španci so ga kar naredili, registrirali, samo ne še v Evropski uniji. In potem smo vprašali VURS za dovoljenje, so rekli takrat veterinarska uprava, so rekli, ja, mi vam dovolimo, če vam dovoli Agencija za zdravilo. Rekli, dobro, gremo iz Agencijo za zdravilo, poznam tam, kličem tja. Ja, mi vam takoj dovolimo, samo ne da VURS ta svoj žegen, veterinarska uprava. In tako smo se potem kakšno slabo leto pregovarjali, nekaj smo ugotovili, da to ne bo šlo skozi. So rekli, vam pa dovolimo, da uporabite pa registrirano vakcino za ovce in koze pri kravah. To pa gre, to pa lahko izredno novost naredimo, pa bo šlo. Sicer ta vakcina pušča veliko več stranskih učinkov kot kravja vakcina, tako da so bile otekline pri kravah tudi za pest in več na vrata, kjer se je vakciniralo, ampak je bila vseeno učinkovita. In tu spodaj so take rezultati. V bistvu z PCR-jem smo ugotovili v skoraj pri vseh živalih mikobakterijev fecas so leto po vakcinaciji samo še pri dobri tretjini. Samo na drugih farmih, so bili manj resni lastniki, je pa to se celo povečalo, to ni kakšna zadeva. Je pa res, da se pa mikobakterije v mleku so se na prvi farmi zmanjšali za 20krat, pa tudi na drugih farmi so se občutno zmanjšali število mikobakterij, ki se prav okuženih živali. In pa kar je bilo najvažnejše, saj za kmete, pa tudi na splošno smo bili zadovoljni, je, da se je v obeh rejah povprečna količina mleka eni za dobrih 600, eni pa slabih 600 kg po kravi povečala. In če ima nekdo 200 ali 300 krav, je to več kot 10-kratno razmerje med ceno cepljenja pa med tem, kaj dobiš. Prav se zadeva vseeno splača. Je pa res, da po takem cepljenju si v bistvu, ko greš enkrat tako cepljenje, si spustil zadeve iz rok. Rečeš, ne morem pomagati, tukaj ni več nobenega nadzora, ne vem, katera žival je zdaj bolana, katera žival ni bolana, pač rešujem tisto, kar se da rešiti. Dosti boljše bi bilo ukrepati prej, ko imaš eno žival bolno, jo odstraniš. To se da, pa ukrepi, kako imaš način reje, pa karkoli se da narediti. Samo ko enkrat to kdaj več pride, pač je samo še cepljenje edina rešitev. Druga zadeva je pa goveja tuberkuloza. Tu se prenaša predvsem iz živali na žival, iz živali seveda tudi človeka je dosti znana zoonoza, in pa v državah, kot je Slovenija, recimo, kjer smo mi že eradicirali govejo tuberkulozo, se lahko zgodi, da starejši bolniki reaktivirajo bolezen in potem lahko okužijo svoje živali. Mi smo imeli zgolj srečo, da v Sloveniji, da so vsi ti bolniki in par je bilo teh reaktivacij, noben nima več živali, tako da ni prišlo do okužb hleva. So pa znani primeri iz Nemčije, da se je to dogajalo. No, težava pa tu so, predvsem, zakaj vam to govorim, zdaj predvsem so pa divje živali, ki so rezervoar okužbe. Lahko tam, kjer je, se pravi, predvsem jazbeci v Angliji, pa na Irskem, opossumi v Novi Zelandiji. In tako je tak primer Velike Britanije,
kjer je bilo v bistvu leta 1986 235 okuženih goved. Leta 2010 28.000, sprav več kot 100-krat več okuženih goved letno. In da ne bi mislili, da je to konc, to je to leta 2010, še vedno se število povečuje. In imajo ogromne težave, tako ogromno ljudi je zbolelo zaradi tuberkuloze, živali izločajo, pobijajo na tisoče, ne na tisoče, na 10.000 živali, ali pa 100.000 živali letno zaradi tuberkuloze. In to je težava. Krivi pa naj bi bili teli simpatične živalce tudi, ne, jazbeci, kjer se je isto pojavila tuberkuloza. Nekje 30% teh jazbecev na takih področjih, kjer je bila tuberkuloza, je okuženih bilo, zdaj najbrž še celo več. In jazbeci v Angliji, ne tako pri nas jazbeci živijo v gozdu in nekako ne pridejo v stik z govedom. Ni kakšne grozne težave. V Angliji pa živijo na travnikih in so v stalnem kontaktu z govedom. So skupaj in dejansko ne moreš zatirati tuberkuloze, tudi če pobija vse živali v reji, v primeru enega, ker bo jazbec prišel tja, ko boš nove živali kupil in bo spet vse pozitivno. In tudi, če so pobijali jazbece, najprej so seveda rekli leta 2000, ki je bilo mogoče še obvladljivo, da jih ne bojo pobijali, ker to se pa ne sme, to so pa preveč luštne živali, ne. Kasneje so pa ugotovili, ko bi enkrat že reči, da zdaj pa ni nobenega efekta več, ker če jih pobijajo pozitivne živali, bojo druge živali, ki so isto pozitivne, šle drugam in bojo zasedle njihov prostor in ni več rešitve, ne. Edina rešitev, seveda, bi lahko bila cepljenje, da bi vse jazbece pocepili. No, tukaj lahko že kar takoj povem, da je cepljenje goveda v Evropski uniji prepovedano. In se goveda ne cepijo proti goveji tuberkulozi, ker pač ni zanesljivo in bi še vedno lahko izločali mikobakterije. Seveda pa zdaj, ko so šli iz Evropske unije, bo to mogoče lahko celo izpeljali, ker zadeve nimajo več. No, vsekakor pa jim to ne bo pomagalo, dokler ne bojo cepili tudi jazbecev. In tu so pa hude težave. Mi smo imeli letos en 3-dnevni posvet o tem v Londonu in je ogromno odprtih vprašanj, kaj narediti. Edina učinkovita vakcina proti tuberkulozi se ve, je BCG. In to je pa izredno neučinkovita vakcina, če se gleda na splošno. Poleg tega je vakcina živa. Živa vakcina, za katero lahko celo ljudje, ki imajo imunsko kompromitirani ljudje, zbolijo. In isto lahko seveda tudi imunsko kompromitirane živali zbolijo za to vakcino, ne. Se pravi, tako vakcino zdaj zaenkrat cepijo tako, da lovijo jazbece pred jamami, pa jih cepijo parenteralno in potem to je pač sprejemljivo. Samo tako ne moreš ti pocepiti 100.000 jazbecev, nemogoče, ne. To lahko ti pocepiš 100 jazbecev ali pa dosti več pa ne gre, ne. In to, tako da so razmišljali, da bi pač šli na enako način vakcinacije, kot je bilo pri lisicah. Samo tu pa, se pravi, daš BCG vakcino v okolje, kjer lahko, je pa to lahko zelo nevarno. Poleg tega, BCG vakcina v okolju pomeni, da bojo jazbeci, da lahko pride do direktnega kontakta goveda z to vakcino ali pa indirektnega preko fecesa od jazbecev. In kakorkoli bo prišlo do kontakta goved, bojo goveda reagirala na tuberkulozo. Ni nobenega testa, ki bi ločil bolane živali od živali, ki so prišle v stik s cepivom. Kar pomeni, da treba tako žival izločiti in rejo testirati in vse skupaj. Se pravi, to je dodatna huda težava. In pa še dodatna težava je, da je vakcina povsem neučinkovita pri že bolnih živalih. Zgodi, da živali še naprej izločajo velike količine mikobakterij v okolje. Potem seveda tudi ločevanje bolnih od cepljenih živali tudi pri jazbecih bo nemogoče karkoli delati nadzor. Ne samo pri govedu. Tako da veliko jih še čaka, bi se temu reklo. In pa seveda, kako zadostiti vsem pogojem za registracijo zdravila, to se bi pa samo smejali. To je pa popolnoma nemogoče. Te regulacije so dosti ostre. Ampak tu smo našli rešitev, da se bo pač šlo v field trial, kot se temu reče. Praktično testiranje in v okviru praktičnega testiranja vakcine se bojo pač že pocepili tisto, kar bi mi radi pocepili, ne. In bi zadeva tako tukaj šla. No, tukaj so ena taka generalna pravila, kdaj se cepi v nujnih primerih. Prvo je treba vedeti, je kontrola in eradikacija bolezni mogoča z uporabo cepiv. No, v tem zadnjem primeru sem vam pokazal, ni, ne. Niti pri paratuberkulozi, niti pri tuberkulozi, tudi pri dosti drugih zadevah ne. Je cepivo na voljo, je registrirano, spet največkrat ni, ali pa ga je na tržišču dovolj. V tem primeru se je pokazalo, da so začeli lani cepiti jeseni jazbece tako, ne, na koncu so Danci nehali proizvajati cepivo in ga ni več, ne. Zdaj se čaka, kdaj bo spet nekdo naredil cepivo, da bo sploh možno naprej iti. Pravna podlaga.
Največkrat je ni, da se rešiti s kakšnimi izrednimi uvozi, pa karkoli, ampak vsekakor ne smeš kar biološke stvari ne smeš uporabljati, tudi na živalih ne, kot na ljudeh, brez pravne podlage oziroma brez dovoljenj. In pa seveda so razviti diagnostični testi za ločevanje okuženih od cepnih živali. To je vsekakor možno, če je tako cepivo. Dostikrat se cepivo dodajajo določene snovi, ali pa je cepni tip virus karkoli drugačen od naravnega virusa, tako da lahko ločimo bolno žival od cepljene živali. Zelo pogosto, kot je v primeru tega bolezni modrikastega jezika, kot je bolezni tuberkuloze, paratuberkuloze in številni drugi bolezni, pa to ni možno. In tu je precejšnja omejitev cepiva. Kar pomeni, da je treba imeti živali pod nadzorom še tudi za bolezen modrikastega jezika, so rekli v Nemčiji 6 let po cepljenju še vedno paziti. Ima še vedno reaktorje, ki jih ne moreš ločiti od bolne zdrave živali. No in potem še ena taka zadnja skupina ekonomskih živali, bi rekel, so pa ribe. Pri ribah si začelo cepljenje že pri šarlanke, v Ameriki so za siniozo, losose za vibriozo in pa seveda vse losose, šarlanke, lipan, potočne zlatovčice pri nas za furunkulozo. To je monosamonicida. In tu se je izkazalo, tudi kolegica, ki je profesorica na ribah in čebelah, Lasla Enčič, je tudi delala doktorat in je ugotovila, da so bile takrat domače avtovakcine, se pravi narejene iz teh sevov, ki smo jih izolirali iz samookužene reje, bistveno učinkovitejše kot komercialne vakcine na trgu. Isto tako lahko rečemo tudi za določene vakcine proti E. coli. Mi jih lahko naredimo, proizvedemo in so bolj učinkovite v praksi kot tržne vakcine, samo težava je z regulacijo, ali to mi sploh smemo delati. In tu imamo zdaj težave. In ko vprašamo agencijo, pravijo, to pa mi ne vemo. Ne? Moramo pa še razmisliti, ali je to možno ali ni. Kakor pa agencija enkrat razmišlja, pa razmišlja vsaj 1 leto ali pa več. Ne? In to ni. Tudi pri ribah je seveda spet možnost, da damo peroralno metodo, imerzijsko metodo z sprašilom ali pa z injekcijami. Seveda najbolj enostavno je peroralno, da se pač ribe vakcino pojejo, vedno pa to ni možno, zato se dostikrat dela tudi z injekcijami. Tu sem imel še en filmček, pa ne vem, če pokazal sicer pa, ga lahko sami pogledate, imate naslov. V glavnem imamo zdaj take avtomate za cepljenje, mislim, imamo v narekovajih v Sloveniji, ne, ampak imajo to tujini, ki imajo več rib, tam cepijo losose, da v bistvu 20.000 živali rib cepi v 1 uri. Mašina samo šibajo po tekočem traku in jih mašina cepi. Toliko bi imel zapovedati, vam bi se zahvalil za pozornost, zdaj je že pozna ura, ampak ste zdržali do konca. Pa seveda mojim kolegom Petru Hostniku, Olgi Zorman pa Lasti Enčič za nekaj diapozitivov, ki sem jih pokazal. Isto tudi še Irene Zdovc pa Bajde Golob. In pa še kolegom, katerih literaturo sem uspešno uporabil, mislim, upam se danes nastavim tako.